No, verjetno je na koncu kampanje dobro povzeti glavne razloge, zakaj smo proti družinskemu zakoniku. Proti smo, ker družinski zakonik povzema oziroma gradi na povsem drugačnem pojmovanju družine. In sicer doslej je veljalo, da je družina skupnost staršev in otrok, glavna vez družine je bila sorodstvena vez. Ta vez pa traja tudi potem, ko je otrok že polnoleten. In mi smo že dolgo tega na odboru v prejšnji sestavi, to zaprav v prejšnji vladi, opozarjali na to, da otrok pojmovan v družini so sinovi in hčere, ki ostanejo sinovi in hčere tudi, ko dopolni 18 let. In zamislite si študenta, ki je seveda starejši od 18 let, živi pri starših in taka družina bo po novem izgubila status družine. To je zelo žalostno, predvsem za tiste primere, kjer so otroci prizadeti in praktično ostanejo v družini do konca življenja staršev. Tudi take primere imamo, torej in tudi v teh primerih bo status družine odvzet, ko bo zadnji otrok star 18 let. Ob tem je treba tudi povzeti, da nov zakonik ne priznava statusa družine, zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, ki še nimajo otroka ali so otroka izgubili in podobno. Na podlagi definicije sedaj še veljavne, da je zakonska zveza in s tem tudi zunajzakonska skupnost moškega in ženske, da je njihov poseben pomen v zasnovanju družine. Na podlagi te določbe je resolucija družinski politiki Republike Slovenije izpred 18 let določila, da je tudi skupnost moškega in ženske, ki še nimata otrok, da so predmet oziroma subjekt družinske politike. No, in na podlagi vseh teh dosedanjih rešitev je seveda Statistični urad Republike Slovenije ugotovil, da imamo po sedanjem pojmovanju sorodstvene zveze med otroci in starši, imamo 567.347 družin. Nadalje pa pravi Statistični urad, to je lansko dokončno poročilo, ponovno ga citiramo, že večkrat smo ga citirali smo ga že v času delovanja odbora pred enim letom, takoj, ko je bilo to izdano. Takole pravi Statistični urad. Če bi upoštevali definicijo družine iz družinskega zakonika, ta družina opredeljuje kot življenjsko skupnost otroka mlajšega od 18 let, bi bilo v Sloveniji 221.647 družin, torej 39% sedanjih družin. 61% sedanjih družin bo po zakoniku izgubilo status družine. Torej tisti status, ki ga Ustava Republike Slovenije posebej ščiti. Kako država uresničuje to ustavno zahtevo, je drugo vprašanje. In kaj pomeni izguba statusa tudi družinskega člana pri vseh drugih stvareh, dohodninski olajšavi in podobno, o tem lahko razmišljamo še posebej. Drugi razlog, bistveni razlog je, da družinski zakonik celo kategorijo družin ne upošteva oziroma ne rešuje njihovega problema. Mi imamo veliko število, več 10 tisoč
družin, rekombiniranih, reformiranih, to je takih družin, kjer se je po ločitvi eden od ločenih staršev ponovno poročil in v družino prinesel svojega otroka. Oziroma, večinoma gre to seveda, ker so bili otroci po ločitvi dodeljeni materam. Gre za primer, ko mati pride v nov zakon z svojim otrokom. Gotovo, nov mož ne more posvojiti tega otroka, če se prejšnji biološki oče ne odpove očetovstvu oziroma starševstvu. Tega se ne da zahtevati od njega in zaradi tega je problem izpostavljen, da otrok v novem okolju ne uživa vse skrbi, ki bi jo, če bi družina seveda ostala cela in se ne bi razbila. Mi smo predlagali, da bi vendarle v teh primerih morali najti nek poseben status skrbništva, nek poseben odnos do otroka, to se pravi novega moža, novega partnerja, do otroka, pravice in dolžnosti posebej opredeliti. Nismo uspeli. Čeprav je potem v kampanji vedno znova slišati, da so otroci istospolnih partnerjev, to se pravi, če se je istospolni partner v to istospolno zvezo, če je pripeljal svojega otroka, kako je ta otrok zanemarjen oziroma diskriminiran. Ja, prav enako kot v primeru heterospolnih reformiranih družin. Prav enako. In seveda zakonik tudi tega otroka v istospolni zvezi ne rešuje. Nič ne pomaga. Nam je žal, da se je govorilo samo o tem in tudi potvarjalo pomen zakonika v tem smislu. Ni se odpiral problem, da zakonik tega ne rešuje. Tako da je pravzaprav problem v tem, da se je govorilo tudi pri obravnavi zakonika v prejšnjem mandatu praktično samo o pravicah istospolnih partnerjev in o tako imenovanih pravicah otrok, ki niso rešene, ki niso zaščitene. Pozabilo se je pa pravzaprav na veliko množico globokih problemov, ki jih odpira, ne rešuje ta zakonik in odpira nove, kot sem rekel, izgubo statusa družine. Smo v stanju, kjer so se zagovorniki tega zakonika zaleteli v drevo, ne vidijo pa gozda, ki propada. In zaradi tega ta zakonik resnično ni vreden, da ga sprejmemo in jaz upam, da bodo ljudje kljub temu dovolj se zavedali, o čem bojo glasovali, čeprav bi se moralo referendumsko vprašanje glasiti, ali ste za to, da se vam odvzame status družine, ki ga ščiti Ustava.